Želel sem jo videti precej drugje in drugačno, kot je danes. Jaz mislim, da Slovenija ni sledila smeri in zagonu, ki smo ji ga dali pred 25 leti, ko je ideja skupnega dobrega bila močnejša, kakor pa posamični interesi. Ti so se kasneje večkrat uveljavljali tudi po vladni strani in to je po mojem tudi problem naših kriz, začenši z bančno, pa tudi problem, iz tega je sledil problem zaupanja. Če ljudje ne čutijo države na svoji strani, potem seveda politika ne more imeti visokega zaupanja. Marsikaj se je vendar začelo vračati na boljše, vendar ljudje teh kazalcev ne čutijo v žepih. Mladina še vedno v velikem številu odhaja iz Slovenije, tako tudi podjetniki, in na tem bi se bilo treba zamisliti, se zmeniti, kaj je treba v dobro Slovenije in njene prihodnosti narediti in pokazati, bi rekel, močnejšo politiko, sposobno tudi reform, ki jih že nekaj vlad zapovrstjo ni bila sposobna praviti. Seveda mislim na pokojninsko, zdravstveno in tudi delovno pravno.